Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevni informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 9. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Novi trener NK Maribor je včeraj vendarle prispel v mesto ob Dravi, a se je zapletlo. Ko igranje klavirja postane prekršek, primer mariborske deklice sprožil razpravo o meji med hrupom in kulturo. Novo električno vozilo povezuje 5 mestnih točk in 10 postajališč znotraj UKC Maribor ter zagotavlja hitrejši in bolj trajnosten prihod do bolnišnice. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Črnogorec Radomir Đalović je včeraj prispel v Maribor, kjer naj bi prevzel vodenje 16-kratnih slovenskih državnih prvakov. 3 tedne po odhodu Tugberka Tanri Vermiša, ki je trener vijoličastih postal 12. junija, so Mariborčani dobili novega trenerja, toda Đalović pogodbe ni podpisal. O dogajanju v NK Maribor bova govorila z Miho Dajčmanom. Miha, kaj se je zgodilo? Kakšen preobrat je to? Zdravo, Mitja. Ja, včeraj smo se tukaj na dolgo in široko pogovarjali o Radomirju Đaloviću, predstavila njegov karakter, njegov stil igre, njegovo kratko dosedanjo trenersko kariero, ampak to je nekako zvečer postalo pase, če lahko tako rečemo, ker do podpisa pogodbe z Radomirjem Đalovićem v Ljudskem vrtu včeraj ni prišlo. Na zaključnih pogajanjih, torej tik pred podpisom pogodbe, je prišlo do zapleta med predstavniki NK Maribor in črnogorskim trenerjem. Ekipa je poročala, da naj bi ena od strani pri pogodbi spremenila določene člene, kar je potem bil vzrok za spor med obema stranema in Đalović je odšel iz Ljudskega vrta, brez da bi podpisal pogodbo. Kasneje smo govorili z nekaterimi ljudmi iz kluba, odzvali so se sinoči z odzivom, da zadeve ne bodo komentirali. Po nekih drugih informacijah naj bi se pogajanja celo nadaljevala danes, čeprav se zdi, da pa vseeno zdaj bodo strani težko prišle skupaj na isto točko, ko se zgodijo pač takšni zapleti, ko nekdo odvihra iz pogajanj za podpis pogodbe, ampak mogoče je to še en dokaz več, da je Đalović energičen, temperamenten trener, da se verjetno tudi ne pusti kar tako naplahtati oziroma želi držati tega, kar so se verjetno dogovorili v Carigradu, kjer je bil minuli vikend in se dogovarjal za podpis pogodbe za Džunom Iližaljem. Spomnimo, v Carigradu je bil tudi vodja nogometnih operacij NK Maribor Cembazgul in ja, zdaj še vedno čakamo, torej več kot 3 tedne potem, ko je odšel Tugberk Tanri Vermiš, novega trenerja Maribora. Ekipo je v zadnjih 3 tednih vodil Radovan Karanović. Radovan Karanović se je včeraj dopoldan že poslovil od igralcev, da jih več ne bo vodil na treningih, no zvečer naj bi prejel klic, da pa je znova vpoklican k vodenju članske ekipe Maribora, tako da res telenovela v Ljudskem vrtu, česa takšnega v bistvu nismo vajeni pri 16-kratnih državnih prvakih. Mogoče tukaj primerno tudi upravičilo, mi smo na naši spletni strani in v tiskani zdaj že pisali o Đaloviću kot o novem trenerju, ker pač je Črnogorec prišel v Ljudski vrt, sprejel ga Marcos Tavares, vse se je zdelo že zaključeno, zapečateno, pa tega pomembnega podpisa še ni bilo včeraj. Super, res zapleteno. Hvala, Miha, za vsa pojasnila. Spremljamo situacijo naprej in seveda ves čas poročamo na vecer.com. Nov primer prijave zaradi igranja glasbila kaže na zaostrovanje tovrstnih sporov. Poleti je odmevala zgodba 80-letne pianistke, ki jo je policija zaradi prijave sosede najprej opozorila, nato pa oglobila. Sledila je še zgodba znane mariborske družine Krečič, ki se je zaradi prijav celo preselila. Zdaj pa so policisti zaradi igranja klavirja obiskali 9-letno Olivijo Valič-Babič. Ta v nedeljo dopoldan vadila komaj 20 minut, ko sta na vrata potrkala policista. Ta sta staršem pojasnila, da igranje instrumente lahko pomeni prekršek kadarkoli, če moti mir ali počitek, ne le po noči.
Deklica se je po obisku počutila krivo, starši pa opozarjajo, da takšni ukrepi dajo otrokom napačno sporočilo, da je glasba nekaj nedopustnega. Ko so nam povedali, zakaj so nas obiskali, je 9-letna deklica razmišljala. Jaz sem kriva, zaradi mene so prišli, narobe je, da vadim klavir. Takšno sporočilo dobi otrok ob obisku policije in to je strašljivo. Otrok se trudi, goji disciplino, glasba je kultura, nekaj neprecenljivega. Igrala je skladbico Sinička se usedla gor na drobno vejico, to ni bilo nabijanje, pove mama Katja Valič. Družina zato poziva k več dialoga in strpnosti med sosedi ter napoveduje predlog za spremembo hišnega reda, ki bi določil ure za vadbo. Glasbeniki med tem poudarjajo, da brez redne vaje napredka ni, pravni okvir pa ostaja nejasen, saj zakon ne določa decibelnih mej, ampak temelji na subjektivni presoji, ali je nekdo moten. Združenje občin predlaga spremembe, ki bi zmanjšale možnost zlorab prijav, saj so te pogosto posledica osebnih sporov in nedejanskega hrupa. Primer znova odpira vprašanje, kje je meja med pravico do miru in pravico do ustvarjanja. V Mariboru so predstavili novo brezplačno storitev prevoza z električnim vozilom Dr. Majster. Ta povezuje 5 mestnih postajališč z dodatnimi postajališči znotraj območja UKC Maribor. Storitev je na voljo ob delavnikih med 7 in 18 uro ter ob sobotah med 8 in 16 uro. Za vožnjo se je priporočljivo naročiti prek posebne telefonske številke, možen pa je tudi vstop brez predhodnega klica, če je na voljo dovolj prostora. Namen projekta je razbremenitev glavnega uvoza v bolnišnico ter boljša dostopnost za bolnike, zlasti tiste, ki prihajajo iz oddaljenih krajev in lahko vozilo uporabijo po parkiranju v bližini mestnih postajališč. Župan Saša Arsenovič poudarja, da bo storitev v kombinaciji z drugimi oblikami mobilnosti najhitrejša možnost dostopa. Direktor UKC Maribor Vojko Flis pa dodaja, da bodo bolniki tako prišli neposredno do posameznih klinik brez čakanja v kolonah. Ob tem so izpostavili tudi izzive pri parkiranju, saj UKC z družbo Best in Parking vodi sodni spor glede upravljanja parkirišč. Flis je opozoril še na stisko zaradi zamika gradnje nove infekcijske klinike, ki je za bolnike in zaposlene nujno potrebna, zlasti v luči prihodnjih epidemioloških tveganj. To je bil Večerja zjutraj 9. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bom vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.